Blaž, lahko zate preberemo vprašanje? No, ajde. Blaž, kaj se je zgodilo z Pa Juvanom? njegov žametni glas. DJ Juvan, lahko zate DJ preberemo Juvan. vprašanje. Bo. Okay. Tu. Kaj je najtežji del snemanja podcasta? Me to zanima iz to tvoje je pa perspektive. zate. To je pa zate, to je pa direkt zate. Je to najtežji del podcasta, kova priprava? Kateri del je Ne vem, kaj je zate najtežji del podcasta? Snemanja. Najtežji del Snemanja, ne? podcasta. Ja. Snemanje. No, se on je snemalec. Postavitev. Pa pospravljanje. Aha. Postavitev, Ker tukaj je res veliko premičnih delov. Ja, mislim, za vsako, mislim, vse to je večni problem videoprodukcije, ne? V bistvu ti moraš v nek prostor spraviti določen število ljudi, zadevo osvetliti, zadevo postaviti tako, da zgleda na kader v redu, v tem primeru mora še na 4 kamere zgledati v redu, se pravi, da za vsako kamero posebej nastaviti točno določen kader, zato da ne vidite kakšnega sranja. Meni je še vedno mind-blowing, da imamo 4 kamere. Ja, ena tam, ena tam, ja, ena v stanovanju, ki ima pa... 30 kvadratov. Ja. Ja, mislim, je kar manj bilo. Sam, če bi to delo, ne vem, 10 let nazaj, definitivno ne bi to izgledalo dobro, kot kar zdaj. Ne? Ker toliko let izkušenj dela z različno opremo, v bistvu sem menil že full opreme drugače, z različnimi projekti, načinom dela, tudi sam različni troubleshootingi, ki se jih potem, ki ti ustane v glavi, ne, taki, da v bistvu že predvideš, kje boš imel težave, še preden se začneš zadevo postavljati. Ne. In take zadeve pač ja, no, zdaj malo lažje take zadeve speljati, ne, ampak recimo studio, ki smo delali studio v Ljubljani, ne, tisti je bil tudi zame kar challenge, ja, zato, ker sem razmišljal, še preden smo v bistvu začeli postaviti studio, sem jaz mogel že razmišljati, kako bom kamere postavil, kako bom kuliso postavil, kakšne bom približno mogel imeti kadre, da bo 8 ljudi lahko prišlo noter. Ja, da bo 8 ljudi noter prišlo, koliko širok kader bom mogel imeti. Prej že vse to simuliram v glavi, zato ker pridem na samo sceno, da zadevo začnem lahko že postaviti, ker če bi ugotavljal še tam, kje to je kar pain in the ass potem se skupaj. Tako da je, kakor smo rekli prej, ne brez Juvana, to ne bi bilo mogoče. Exactly. Tako da Juvan, hvala. Točno tako. Juvan je en velik del tega. Ja. Pači. Yes. Čisto iz producentskega vidika, jaz mislim, da ni nobenih težjih, pač nekdo bi rekel, je težko vprašanja sestaviti. Zame, jaz naredim vprašanje, recimo, ki vem, ki ga hočem postaviti določenemu gostu v enem takeu. Lahko napišem 50 vprašanj, pa iz glave, ker nekako, razen če ne poznam gosta, mogoče je to najhujše. Naprimer, Eldfall oziroma namiznih iger nikoli nisem bil upleten noter. Ne? Torej, najprej sem se mogel v bistvu pogledati veliko gradiva o namiznih igrah čisto nasplošno. Kaj so namizne igre, kaj so wargami, kaj je skirmish. Dejansko akumulirati vso to vprašanje, zato da vem, kaj jih lahko vprašam, ko grejo oni na en tangent, pa govorijo o kontekstih, ki nepoznavalcem niso niti malo jasni, kako jih lahko jaz mogoče malo bolj razjasnim laično. Ne? Torej moram se poglobiti v take teme, ki jih moram predvidevati, da jih bojo predstavili in kako jih mogoče malo zapeljati, pa kako iti recimo on tangent, ko je kontekstualno. So, mogoče ta stvar, ta raziskava. Se zato pa pravim, da producentstvo, ne, recimo, tudi ni easy job, ne, zato, ker ti moraš v bistvu, ne samo zato, da raziščeš samega gosta, ne, da veš, kakšno vprašanje postavlja, ampak tudi v bistvu prijeti do gosta, ne. In v bistvu, a boš lahko gosta umestil v naslednjo epizodo in v bistvu time planati goste. V bistvu je dosti takih pač veliko rabiš, makrozadev. Ker jaz nikoli nisem bil, se mi zdi, zelo dober z ljudmi, nekako sem se mogel asimilirati v tako persono, kako... Ja, nekako sem mogel postati people person, veš, ker gosti so pač različni ljudje in ti rabiš drugače pristopiti do teh ljudi in se nekako uskladiti z njimi, da sploh sprejmejo najprej to ponudbo, ne? Kako predstaviti podcast, kaj bojo imeli oni od tega, zakaj bi želeli prijeti, zakaj bi dali 5-6 ur v nekem dnevu izven nekega svojega ustaljenega urnika, da bi prišli k nam, pa se nekako
v bistvu po eni strani tudi razodel na način, ki se mogoče nikoli prej niso hoteli. Exposed. In ker mi dejansko prejmemo od tega content in moramo poskrbeti, da so oni predstavljeni na način, ki je tudi njim ustreza. Torej, grem tudi z njimi preko ne samo kdaj pridejo, kaj bojo jedli, kaj bojo pili, ampak katero vprašanje mogoče niso najbolj na mestu, o čem ne želijo govoriti, o čem želijo govoriti, o čem so še specifično dobri ali pa moram kaj poudariti. In potem seveda določiti, kdaj specifično lahko pridejo, jih umestiti v tisti mesec in potem seveda še skorigirati, da dejansko lahko pridejo na lokacijo. Veliko je tukaj nekih majhnih zadev. To je kar amazing, da lahko to časovno skoordiniraš, da se vse poklapa. Je pa, kaj bi rekel, na splošno so te goste, ki smo jih imeli, pa ljudje, ki jih bomo še imeli, tako zelo voljni in zelo pripravljeni. dovzetni so za content, ki ga delamo, ker vidijo, da je se pravi na neki višji kvaliteti narejen, kot so bili recimo anime podcasti v Sloveniji do zdaj, bi rekel, da noben se ne more primerjati trenutno. Pa na splošno, tako zelo družabni ljudje se mi zdi. Ja, pa zelo fajn. Nekako, ker smo že zelo dolgo na sceni, se mi zdi, da kdor je v tej skupnosti že nekaj časa, nas pač pozna, tudi tako malo bolj na osebni ravni, ne samo prek interneta in je lažje govoriti z njimi, ker veliko teh gostov, ki so bili na naših epizodah, smo pač z njimi že jih poznamo. Se vsaj ne vidi, da spoznamo še nekaj drugega. Če ne, že zelo dolgo, recimo nekateri. Nekatere mogoče poznamo že 10 let, tako da je lažje, če pa se prvič srečamo, moraš pa tudi nekako stopiti v to vlogo, pa produkt predstaviti na pravi način, da je tudi njim ustreza. Ok, gremo na naslednje vprašanje. Mi dva še moramo povedati. Oprosti. Mi dva smo navadna bure, kako pridemo sem in moramo govoriti. Meni je najtežje se sprostiti pred kamero. Nisem navajen, da kamera gleda v mene in je stisnete in ne moreš govoriti tako ponavadi. Meni se je najtežje naspati dan pred tem, zaradi tega, ker sem vedno excited, pa imam vedno tisto v mislih, fakt, dobro, moram izpasti. Tako, kako bi rekel, moram pa biti malo bolj moram me zanimati, moram biti bolj zgovoren. Moraš se prilagoditi. In tako da večino teh epizod sem bil dejansko bolj malo neprespan. Večino epizod v tem letu. Danes sem good, danes sem super. Čestitke, Dangi. Čestitke. Nekak vibe našega podcasta je, da se skušamo pogovor voditi, kot da bi bili v neki družbi s prijatelji. Torej tudi nočem forsirati na komentatorje, da delajo v neke raziskave, pa pridejo kot v nekem scenariju tukaj, da že poznajo vse dialoge, ki bojo potekali. Nekako, da je zadeva bolj naravna. Je vedno lažje, več epizod, ko imamo. True. Mislim, se to smo lih prej rekli, ampak tole je zdaj tako... Tako chiles, fuck. A si kaj kadil tam na WC-ju? Ne. Edina psihoaktivna substanca, ki sem jo zaužil, je bil kofein. Super je. Tako da, evo. Naslednjo. Hotel sem pripomniti, pa se bomo vsi strinjali, to je tako kot Night and Day v primerjavi s prvo epizodo. To bo tako.